Pozdravljeni. So sprint dirke tisto, kar si mi navdušenci želimo in kaj bi lahko pričakovali tudi v prihodnosti? Nimam težav priznati, da mene osebno format sprint kvalifikacijske dirke, kot smo jo videli v sezoni 2021, ni prepričal. A verjamem, da je lahko marsikoga izmed vas navdušil. Podobno situacijo smo v resnici videli pri glavnih odgovornih Formule 1, kjer so imeli na začetku polna usta hvalnic za ta nov format, po drugi strani smo pa lahko slišali, kako bomo v prihodnosti videli določene spremembe. In prav danes bomo začeli razmišljati v tej smeri, kje so potencialno pasti tega novega formata, kako bi se lahko spremenile in kaj bi si lahko tudi mi navdušenci želeli. Seveda, podal bom moj oseben pogled in ukolikor bo imel kdo izmed vas še kako drugo idejo, kako domislico, ki bi bila v realnosti izvedljiva, imamo za to pripombe in seveda tam bomo lahko konstruktivno nadaljevali debato. A začnimo na začetku. Sprint kvalifikacijska dirka je imela v soboto dve glavni funkciji. Prva je bila ta, da je nekako z rezultatom določila štartni razpored nedeljske dirke. In že tu je ena velika past. Sprint dirke se nekako pričakuje borbo nož na nož. Zakaj bi se vozniki borili do konca, če lahko minimalna napaka na sprint dirki pomeni začeti glavno dirko iz dna in torej z ogromnim hendikepom? A ni bolje izgubiti mesto ali dve, kakor tvegati začeti glavno dirko tam v 10. vrsti? Razmišljanje, ki je bilo verjetno prisotno v mislih marsikaterega voznika in marsikaterega vodje ekipe. In to je zadeva, ki se jo da po mojem osebnem mnenju izjemno enostavno popraviti. Namreč, kje je pa določeno, da mora sprint dirka biti tudi kvalifikacijska? Kolikor bi vzeli ta razpored dejavnosti, ki nam je nekako znan, bi lahko v petek imeli kvalifikacije namesto drugega prostega treninga. A te kvalifikacije bi nekako določile štartni razpored nedeljske dirke. Za samo sprint dirko, ki ne bi bila kvalifikacijska, bi pa lahko uporabili rezultate prvega prostega treninga. In rešili bi že tako eno težavo. Druga težava je pa vezana na število točk. Le prvi trije so jih dobili in glavna nagrada je bila fantastični 3 točke. Mnogi izmed vas boste sedaj dejali, vsaka točka šteje na koncu, strinjam se z vami. Ampak letos, za primerjavo, smo videli 3 sprint kvalifikacijske dirke. Kolikor bi jih zmagal vse 3 samo en voznik, bi skupaj dobil dodatnih 9 točk. In 9 točk je točno polovica tistega, kar je izgubil Lewis Hamilton z nespametnim manevrom na veliki nagradi Azerbajdžana v Bakuju. Torej, nagrada, ki jo je podelila sprint kvalifikacijska dirka, je bistveno premajhna, da bi motivirala same voznike. Nekako bi morali podeliti bistveno več točk. Lahko bi vzeli tisti stari razpored, ko jih je dobilo nekaj točk, vsaj prvih 6. Drugače menim, da vozniki ne bodo šli do konca in ne bodo dali vse od sebe na tej krajši izvedbi
same nedeljske dirke. Pojavljajo se še druge težave, vezane na same ekipe. Namreč sprint dirka je nekako namesto tretjega prostega treninga. In to pomeni bistveno manj testiranja, ampak tudi večjo možnost, da pride do kakih kvar oziroma nesreč. V sezoni 2021 smo imeli omejitev proračuna postavljeno na 145 milijonov. V naslednji sezoni se bo ta znižala na 140 z novim pravilnikom in novimi šasijami. In zopet se bo marsikdo v ekipi začel spraševati, zakaj bi tvegali na skrajšani dirki, če rabimo material za tisto glavno v nedelji. Tako ali drugače ne bomo dobili točk. In zopet bomo šli v tisto fazo, da bodo bolidi krožili po progi, praktično zato, ker morajo, ampak da bi videli kaj navdihujočega, pač ne. In tu se odpirajo sedaj mnoge teoretične možnosti, kaj bi lahko naredili, da bi bile zadeve malce bolj zanimive. Kot ste že verjetno sami razumeli, bi bilo najbolje to sprint dirko, ki ne bi bila kvalifikacijska, ločiti dobesedno od tiste glavne nedeljske. In na to skrajšano dirko bi lahko dali možnost, naprimer, rezervnim voznikom. Eni strani smo videli na primeru Mazepina in Leclerca, da imajo ekipe s seboj material za sestaviti tretji bolid. Kinili bi lahko nespametno pravilo, da ekipe nimajo več tretjega bolida v boksih, imajo ga samo razstavljanje na dele. In ukolikor bi imeli, na primer, rezervne vozike na tej skrajšani dirki, bi to pomenilo enkraten štartni razpored 30 bolidov. Po drugi strani bi bili vsi ti prisotni tudi na prvem prostem treningu, kar bi pomenilo veliko dogajanja, in rezervni vozniki bi se hoteli postaviti pod sloj reflektorjev, zato lahko pričakujemo, da vsaj tretjina voznikov bi bila prekleto motivirani. In po drugi strani tudi glavni vozniki ne bi radi bili zasenčeni od tistih, ki so njihove rezerve. Kar nekako da slutiti, da s tako majhno spremembo bi dosegli lahko tisti želeni učinek. Marsikdo bi lahko tu videl nek potencial tudi za mlajše voznike, da bi imeli lepši prehod iz Formule 2 v Formulo 1. Lep primer je Oscar Piastri, ki v sezoni 2022 bo rezervni voznik pri ekipi Alpine. Kakšne so njegove možnosti, da bo lahko pravzaprav pokazal svoj talent na progi? Minimalne. S tako spremembo v skrajšani sobotni dirki bi imel pa lepo izložbo, da bi pokazal, iz kakega testa je. In ne samo on, še marsikdo drug. A seveda, moje osebno razmišljanje o formatu, ki mi ni všeč. To, da meni osebno ni všeč, še zdaleč ne pomeni, da je slab. Kolikor bi se ga nekako spremenilo v tej smeri, sem nakazal sam, bil verjetno sobotni termin za to skrajšano dirko zanimiv za marsikoga izmed nas in gledali bi tudi na boje v ozadju, kjer bi lahko marsikdo izmed nas dobil tudi favorite med tistimi mlajšimi, neizkušenimi vozniki. A vem, razmišljanje, katero je plod mojega pogleda na Formulo 1 in se morda razlikuje s tistim, ki ga ima marsikdo izmed vas. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.